Pozdravljeni. Vstopili smo v leto 2025 in začenja se nova serija komentarja novic. Tudi danes se bomo ustavili kot ponavadi pri 4 različnih sklopih. In seveda bližnjice do citiranih člankov bodo navedene v samem opisu. In kot že tolikokrat poprej, ko je slika v barvah, pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se bo ta spremenila v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje, moj osebni komentar. Torej, sedaj, ko smo na hitro ponovili pravila formata, se lahko v miru lotimo prvega današnjega komentarja novic. Danes se bomo najprej ustavili pri novici, ki je bila objavljena 31. decembra na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. Tu so objavili, da naj bi Ferrari 677, takšna je zaporedna številka projekta, prestal tako imenovani crash test. In poleg tega smo lahko videli še marsikatero zanimivo podrobnost. Namreč nov Ferrari za sezono 2025 naj bi imel drastično spremembo na samem prednjem vpetju, kjer bomo videli konfiguracijo Pull Road. In tu je treba povedati, da bodo pri Scuderiji sledili tistemu trendu, ki smo ga videli, naprimer pri Red Bullu, ampak tudi pri McLarenu. V samem članku je seveda eksplicitno poudarjeno, da gre bolj za aerodinamično spremembo in ne mehansko. In tu moramo najprej dodati nekaj. Da so v italijanski verziji spletnega portala motorsport.com prvi objavili to novico in da so tudi lepo poudarili, da gre za govorice. Torej, če je kdo v prevodu začel te podrobnosti nekako naprej predstavljati kot resnico, pač se moramo od tega malce ograditi. In drugič, treba je tu povedati, da pravzaprav vse ekipe so opravile z crash testom tam okrog Božiča. Gre za nepotrjene podatke, ker je morda tisti, ki je zaposlen v teh institucijah, pač povedal, da pri Ferrariju so zadevo opravili. A bolj zanimivo je tisto, kar se dotika prednjega vpetja. Zadnji Ferrari s takšno konfiguracijo je bil SF15T, kjer smo pa videli, da kot bolid ni bil tako uspešen. Sicer vsak si lahko misli svoje, ampak sam sem v dvomih zaradi druge zadeve. Namreč aktualni tehnični pravilnik, ki ga spremljamo, bo v veljavi samo še v sezoni 2025 in razumem, da so naprimer pri McLarenu sledili samemu Red Bullu, ampak to je bilo v bistvu že 3 bolide nazaj. Sedaj pri Ferrariju bodo šli takšno revolucijo tik pred praktično prihodom novega tehničnega pravilnika, kjer bo vse zopet pod vprašanjem. V sezoni 2024 pri Scuderiji Ferrari so se s tisto klasično, imenujemo jo tako, konfiguracijo podvozja, borili prav do zadnje dirke za naslov med konstruktorji. Torej, zadeva ni bila tako napačna in sedaj se lahko sprašujemo, če bodo letos sposobni zadeve napraviti tako, da ne bodo imeli nobenih večjih težav. Videli bomo sicer skupaj mi,
si pa poglejmo, kaj je bilo zanimivega v drugem današnjem sklopu. Pri FII so objavili, da kar se tiče prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, ne bo nobenih sprememb pri meritvah upogljivosti določenih elementov. Vsaj tako poročajo na spletnem portalu GP Blog 29. decembra. Nik Tombasis je potrdil, da tudi v sezoni 2025 bodo uporabljali tako imenovani statični preizkus. In tu se moramo vrniti v sezono 2024, kjer smo lahko bili deležni približno na polovici sezone kar nekaj polemik okrog tega, kako naj bi se prednji elementi aerodinamičnega stabilizatorja pri nekaterih ekipah preveč upogibali. Seveda, vsaka ekipa pripravi bolid, ki gre skozi tehnični pregled pred začetkom samega dirkaškega vikenda. Če so dobili tisto sivo območje, kako prestati statični test in ga v nadaljevanju na sami progi rahlo zaobiti, to še ni kršenje pravil. Ampak videli smo, da so tehnični delegati skušali to zanko nekako zapreti. Ampak izgleda, da ne bo nove tehnične direktive, ker konec koncev bo v sezoni 2026 na tem področju velika sprememba. Tudi tu tisti pomožni aerodinamični profili bodo mobilni, podobno kot na zadku pri toliko osovraženem sistemu DRS. In vpeljevati novost za eno samo sezono in tako dvigovati stroške ekipam, kjer bi seveda spet lahko dobili drugi odvod, je rahlo nesmiselno in tu se s Tombasisom strinjam. Morda bi lahko povečali tisto silo, s katerim se opravlja statični test, ampak metodologijo izvajanja tudi po mojem je nepotrebno spreminjati. A poglejmo si, kaj je bilo zanimivega v tretji današnji temi. V današnjem tretjem sklopu se bomo ustavili ob nekoliko starejši novici, ki pa je po mojem mnenju dokaj zanimiva. Kot poroča spletni portal RaceFans 24.12. je bil Lance Stroll v pretekli sezoni boljši od tistega, kar je pokazal v letu 2023. In treba je povedati, da so pri spletnem portalu uporabljali različne metodologije, ko so Strolla primerjali z moštvenim kolegom Fernandom Alonsom, kakšna je bila prednost enega pred drugim, naprimer na kvalifikacijah, kolikokrat je dosegel točke prvi in drugi in tako naprej. Treba je poudariti, da z primerno metodologijo sem prepričan, da lahko mi navdušenci dokažemo prav vse. Lance Stroll je bil lahko po nekaterih pokazateljih boljši od tistega, kar smo videli v letu 2023, a menim, da sta tako on kot Fernando Alonso v sezoni 2024 enostavno razočarala. In takšni izračuni nam navdušencem ne povedo prav nič. Tisti, ki Lancea Strolla ne cenijo, ga ne bodo cenili niti po takšnem daljšem diskurzu in dokazovanju ter obratno. Zato menim, da takšni članki so dobesedno namenjeni krpanju praznega prostora v prazničnih časih in kot takšnega ga moramo jemati tudi mi, navdušenci. A za konec še nekaj podobnega, ampak bistveno v drugačni smeri. Za konec pa kot običajno rahlo bolj ležerna in morda tudi šaljiva tema. Ustavili se bomo pri članku, ki je bil objavljen 1. januarja na spletnem portalu GP Blog.
In tu smo lahko že iz naslova razbrali, da je Lewis Hamilton ustvaril prvo objavo kot novopečeni voznik skuderije Ferrari. Verjamem, tematika, ki v tem obdobju zna biti zanimiva, predvsem za navijače skuderije iz Maranela, ampak tudi marsikdo izmed nas, preostalih navdušencev, bi z veseljem izvedel, kaj je imel za povedati Lewis Hamilton. In lahko smo odkrili marsikaj. Sedaj, ali je bilo to zanimivo ali ne, lahko presodi vsak sam. Objava, o kateri smo govorili, ni nič drugega kot fotografija mladega Lewisa Hamiltona, kjer ga vidimo za volanom gokarda, seveda številko 44 ter rdečo čelado na glavi. Sedaj se lahko začnemo spraševati, je rdeča čelada bila nek izbor Lewisa Hamiltona ali pa zgolj slučaj. Sam se spomnim, da je na začetku svoje kariere nosil rumeno čelado, ampak z leti se je tudi to spremenilo. A dobro nam je znano, rdeča barva je tista, po kateri mnogi navdušenci spoznajo Ferrari. Čeprav je tu zgodba malce bolj kompleksna in drugačna, kot si marsikdo misli, a o tem smo že govorili v preteklosti. Vsekakor Lewis Hamilton v svoji objavi ni povedal nič, čeprav bi marsikdo izmed nas to pričakoval. A meni se je zdelo zanimivo še nekaj. V družbenem omrežju X je Lewis Hamilton všečkal objavo skuderije Ferrari, ki je stara približno 11 mesecev. 1. januarja je nekako dal svojo preferenco objavi, ki je prišla na dan 1. februarja lanskega leta, torej tisti uradni potrditvi, da bo letos postal član skuderije Ferrari. Potrebno je bilo celih 11 mesecev, da se je zgodilo to, kar smo videli 1. januarja. In zopet, vsakdo si lahko misli, kar si hoče. A vseeno, sam sem pričakoval kaj bistveno več od Lewisa Hamiltona. Dovolj bi bilo krajši stavek, kjer bi se nekako predstavil vsem navijačem skuderije Ferrari in seveda tudi drugi zainteresirani publiki. Ampak vem, kdaj pa kdaj je tisto, kar pričakujemo mi, navdušenci, morda, in ponavljam morda, malce preveč. A tudi tokrat smo prišli do konca letos prvega komentarja novic. Kot običajno, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.